Danes je na kavo prišel Vid Sodnik, improvizator, TV voditelj in soustanovitelj Iglu Impro teatra. Kaj več boš pa sam povedal, da te tisti gledalci in gledalke, ki te ne poznajo, malo bolj spoznali. Živjo, Darko tukaj. Vem, kako je živeti z omejitvami in vem tudi, da finančna svoboda ni privilegij, je pravica. Ko sem bil profesionalni športnik, sem se naučil eno stvar. Dober načrt je vse in enako velja za tvoj denar. Varčevanje v plemenitih kovinah ni samo za bogate. Že s 25 evri mesečno lahko začneš graditi svojo finančno varnost. Ne čakaj na popoln trenutek. Tvoja prihodnost je tvoja odločitev. Več o ponudbi preveri na povezavi spodaj. Ja, improvizator sem v osnovi, ne. Že od srednje šole se ukvarjam z improvizacijo, z gledališko improvizacijo, če smo čisto natančni. Kar pomeni, da zelo veliko nastopam, režiram. Zdaj zadnje čase se tudi malo s klasičnim teatrom ukvarjam, režiram kakšne klasične predstave. Sicer predvsem delam s koroškimi Slovenci, kar mi je ful v čast in ponos, ker je res ena super skupnost tam. Druga stvar pa, da se že skozi tudi s televizijo ukvarjam. Na RTV-ju delam že kar sem zaključil srednjo šolo praktično kot soavtor, predvsem soavtor prispevkov svojih v raznih mladinskih oddajah. Včasih pa tudi malo na razvedrilnem programu za oddajo Najlepše, kjer gremo malo po Sloveniji in kažemo lepote te naše države. Fajn. Eno vprašanje, ki se mi vedno porajalo, jaz pač na to impro tečaj sem hodil, koliko zdaj že 4 leta. A mora biti impro smešen? Ja, jaz mislim, da ne. Najboljše predstave, ki sem jih v življenju gledal, so bile ravno nesmešne oziroma so bile čustvene, močne, prepričljive in to je dalo nekaj, kar se me je dotaknilo. Je pa res, da sem zelo veliko impro videl in zelo veliko smešnih predstav, tako da mogoče glih zaradi tega stremim k nečemu malo drugačnemu včasih. Je pa sama komedija nastane ob tem, da grejo stvari narobe. Tako da impro v osnovi je smešen, ker pač ljudje ne vejo, kaj bojo delali na odru in ta proces nastanka prizora je že sam po sebi simpatičen, ker smo nerodni ljudje, ki si moramo zmisliti stvari, pa nimamo naprej pripravljene. Ja. Ti si se učil improvizacije v tujini, v Ameriki in Kanadi. Ja, tako bom rekel, začel sem v Sloveniji. V srednji šoli, Pižama je bil moj mentor, in zelo fajn je vplival na nas, ke smo bili ena taka generacija, Rok Bohinc, Sašo Stare, ke se zdaj vsi nekako še zmeraj nekako v showbiznisu in v impru in onadva več v stand-upu, jaz bolj v improvizaciji. In takrat sem se tudi z Jušom Milčinskim spoznal, ke smo pol kasneje ustanovili ta Iglu teater. Peter se nama je pridružil, Frankl. V eni fazi sem samo ugotovil, da mogoče v Sloveniji zdaj ne morem več toliko napredovati in na srečo sem dobil eno povabilo na en festival, ki mi ga je odklonila oziroma dala Maja Dekleva Lapajne, ki je ni mogla iti tja, tudi ena umetnica slovenska. In sem šel tja in spoznal ful enih ljudi, kar me pa res kar orang potegnilo v tujino in sem pa res veliko potoval. In najdlje sem se ustavil v Kanadi, kjer sem skoraj pol leta bil pri enem učitelju, režiserju. Najbolj znan je Keith Johnston, ki je en od utemeljiteljev improvizacije, svetovne sploh. Gledališki športi so v bistvu ta osnoven format, ki je tudi v Slovenijo prinesel eno tako varianto, ki se zdaj imenuje Improliga. Sicer pa Maestro, Gorila, skratka veliko enih formatov je zasnoval, ki so zelo zaznamovali svetovno impro sceno in sem dejansko ga še ujel. Zakaj pravim ujel, ker je že pokojen, ampak takrat je bil še živ in je učil. Sicer pa tudi eni ti njegovi učenci, ki so zdaj tudi dobrih 60-ih, še vedno vodijo to naprej, ta Lusmus Theater. Tako da ja, tam sem nekako me najbolj zaznamovali in sem to znanje pol skušal tudi predati naprej v Sloveniji. Seveda v sodelovanju s slovenskimi improvizatorji, s katerimi še zdaj sodelujemo in je nekako me to najbolj zaznamovalo. Čeprav stilov, tehnik na svetu je več, no. Ni to edina, je pa meni najbolj pomembna. Improvizacija oziroma impro gledališče tečaji niso dobri samo za igro, ampak tudi za odnose. Ja, prenaša se. Ne vem, temu rečemo aplikativna improvizacija včasih. Impro k nam pridejo na tečaje v šolo, mogoče tega še nisem imel. Imamo gledališko oziroma šolo, kamor hodi skoraj 170 ljudi za hobi, enkrat na teden, zato ker nekako se radi odrasli ljudje tudi igramo kdaj, znanstveno dokazano pomaga proti
za duševno zdravje, proti demenci, skratka veliko enih pozitivnih vplivov ima to, da se igramo vloge, da se igramo igrice, tudi ko smo odrasli, ne samo ko smo otroci. In ta stanje, v katerem smo, ko improviziramo, v bistvu nas sprosti in pol ljudje ponovadi grejo boljše volje domov, kot so šli tja. Večinoma, upam. In vse te stvari, vsa ta orodja, tehnike se dajo aplicirati tudi na vsakdanje življenjsko okolje, na poslovno okolje, tako da se tudi skozi več s tem ukvarjamo, da delamo s podjetji, ki hočejo svoj tim narediti malo bolj agilen in se malo bolj znajti, kadar grejo stvari narobe. Ker v tem smo mi dobri. Kadar grejo stvari narobe, se znižajo standardi. In takrat ponovadi večina ljudi zapaničar, mi pa takrat začnemo blesteti, oziroma to nam je prostor, kjer začnemo uživati, ker itak je toliko nizek standard, da lahko samo še pozitivno presenetiš. Ja, meni je bilo pri impro ena najbolj zanimivih stvari, da vedno je tisto prav, kar druga oseba sliši. Se pravi, iz tistega pol gradiš naprej, ne iz tistega, kar si ti hotel povedati. In to je tudi mogoče ful dobro v odnosih, v komunikaciji, ko ljudje hočemo svoje prepričanje deliti naprej, in ne slišimo, kaj je v bistvu druga oseba hoče slišati ali pa sliši. Ja, to je itak na splošno v komunikaciji in ful se strinjam s tabo. Glih to, da če sem jaz nekaj povedal, še ni nujno, da je bilo povedano. Povedal sem šele takrat, ko si ti to razumel pa slišal. In to je v bistvu ključno za razumevanje medsebojno. Jaz vidim velikokrat tudi v svojem odnosu s svojo ženo, pač, če ona nekaj reče, jaz prav selektivni sluh imam, pač, kljub temu, da se veliko treniram v tem, da zelo pozorno pa poslušam, sem pa v osnovi zelo malo ADHD-jevec in v bistvu sploh velikokrat odplavam in recimo moji poslovni partnerji, ki so zelo veliko sestankov imamo, pa moja žena so zelo razočarani kdaj nad mano, ker pač dejansko ne slišam, kljub temu, da so rekli. Se pravi, jaz rabim nekoga, da me prime pa reče direkt in pol sem tako, slišal sem te. In sam pa mislim, da kar v redu skrbim za to, da na odru podam informacijo dovolj jasno, da se človek odzove. Ker če nimaš naprej napisanega scenarija, tako kot ga v življenju nimaš, je v bistvu samo ta informacija nekaj vredna, ki jo daš, ki je slišana, ki je razumljena. Ker če jaz te počitam, saj sem ti povedal, da moraš. Ja, a si ti to slišal, a si zapomnil, pač moja naloga je, da dovolj jasno podam informacijo. Ja, sej to je tudi temelj dobrih odnosov, da ta pasivno-agresivna, kjer rečeš, sem pričakoval, da boš razumel, kaj sem ti želel povedati, ampak da poveš točno tako, kot si hotel. Ja. In meni tudi, recimo, mi ful pomagala improvizacija oziroma te tečaji pri mojih predavanjih, ko v bistvu pred različnimi publikami dobiš čisto različne odzive, recimo na iste stavke, nekje ima ful buren odziv, ga ima nekje čistko nič ali pa čist drugačnega. In to, če ne bi na impro hodil, bi po mojem take stvari dosti stira vrgle, danes mi je pa mogoče nisem dosti jasno nekaj povedal ali pa poudaril, gremo naprej ali pa spremenimo. Ja, ful mi je zanimivo, ker prvič, ko sem te jaz videl, glih imeli smo nek impro nastop za eno podjetje in ti si imel prej govor, takrat še nisva tako, oziroma nisi bil še na impru in se mi zdi pač ful imaš, res je karizmatičen, se mi zdi, da znaš ljudi res pritegniti. Me pa ful zanima točno to, kako so zdaj ta orodja, ki pa so v bistvu uporabna za takrat, ko malo fejlaš, a pa ko gre malo nekaj narobe, ko se ti kaj zaplete, kako se iz tega ven znajti. In to mi ful dobro slišati, da praviš, da ti pomaga. Ja, mislim, meni ko si rekel, različne situacije, ki jih ne moreš predvideti. Ker ko si v glavi zastaviš, jaz sem pač ful smotan karakter glede tega, da imam eno svojo pot, ki jo vidim in če ni tako, sem pol, malo neprijeten. Ampak ravno ta improvizacija to pomaga, da se ti zavedaš, da tvoja pot ni nujno najbolj prava pot. Jo probaš prehoditi, ampak mogoče se nekaj spremeni vmes, pa greš pol naprej. To se mi zdi ful zanimivo, sploh recimo ti, ki si bil v vrhunskem športu ali pa športniki na splošno, ker se mi zdi, pa improvizatorji smo tako naučeni, če imaš nek cilj, super, ampak če ne gre, pa je to kol, malo, a veš, in se dovolimo obupati, Se mi zdi pa, ne vem, kako zdaj jaz lahko pametujem vrhunskemu športniku, ki pa je res pomemben cilj, res je pomembna zmaga, res je pomembna vsaka sekunda. Kako se zdaj to prenese tja, To sem že razmišljal večkrat o tem, Saj mogoče tudi razlika med improm pa stand-upom. Stand-up je res strukturiran, narejen, pripravljen naprej. V športu pa je pa isto. Vsi ti
pripravljen na vse, ampak tudi moraš pa kdaj improvizirati. A ne. Tudi trenerji, ki znajo prilagoditi ekipo na različne situacije, lahko zmagujejo takrat, ko mogoče ne bi. A ne. In tudi improvizacija je pomembna. Smo pa valjda, športniki ciljno usmerjeni in tudi impro lahko zelo pomaga pri sprostitvi. A ne. In ena stvar mogoče, ki sem jo tudi pri tečajih opazil, ljudje, ki so izrazito introvertirani in imajo tako zelo, lahko bi rekel, virt ali pa v komunikaciji, koliko se v roku enega leta spremenijo. Ja, se mi zdi, da ta igra ustvarja eno tako varno okolje za vse. In se mi zdi, da tudi ljudje, ki so bolj zadržani, pa to se kar naučijo nekako malo bolj sprejemati. Predvsem pa se čutijo sprejete. Zato, ker imajo en varen prostor, kjer se lahko pokažejo v najboljši luči. In se mi zdi, da skozi te impro tečaje pa to ljudje res tako pazijo, da pač, ne vem, vidimo eno to otroško ranljivo dušo, ki jo imajo, in ta navznoter smo vsi simpatični. Ranljivost je simpatična v bistvu, ne. To je celo seksi, bi lahko rekel. Ne perfekcija, ne. In tle je veliko te ranljivosti in zato se mi zdi, da ljudje se kar sprostijo, pa tudi povežejo na nek način zaradi tega. Anita Kit Johnston, da je poudaril, da mora otrok biti, človek vedno otrok, vedno ga moraš hraniti tega otroka v sebi. Da ima vsak otrok v sebi, ja. Ja. To sem mislil, da boš rekel happy, healthy, sexy, ker je tudi ena ta pravilo, da ko greš na oder, moraš biti happy, pač vesel, zdrav, izgledati moraš zdrav, ne, tako pa seksi. To so tri take. So kakšna pravila v impro, recimo, ko kaj ni prav, ali pa... Ja, za začetek vedno vsem rečemo ne blokirati, to pomeni ne reči ne. Če ti rečeš, a greva gledati delfine, če rečem ne, je zgodba končana. Ne? In to je čisto ta preprost pravil, če te zdaj, probava eno vajo, čisto za fora, da ljudje vidijo. Jaz te bom spraševal, ti pa odgovarja, a hočeš slišati eno zgodbo? Ja. A je zgodba to o tem, kako sem šel v četrtek na avtobus? Ja. In sem tam srečal enega zanimivega človeka? Ja. A je ta človek povedal, da je bil on včas specialna enota? Je povedal. Ja. A je ta človek začel me prosil, če mu lahko nekaj pomagam, in sem šel v njegov skrivni bunker? Ja. Vidiš, šli smo že v nekaj, ne? Zdaj pa pravijo ne. A hočeš slišati eno zgodbo? Ne. No, in smo končali. Je kar očitna razlika med ja pa ne. Tako da eno pravilo bi bilo reči ja stvarim. Zato, ker, pa premagaš to blokado? Ja. Recimo ne. Ne je varnost, ne pomeni. Mislim, da je zelo dobro že od prazgodovine, ne je fajn, ker je safe. Ker če ti rečeš ne, pomeni, da se ti ne more nič zgoditi. Ampak v kreativnem svetu je to pač temu rečemo blok, zato ker nimaš šanse iti naprej po poti. Ne? Se pravi, prisilimo se, kljub temu, da gremo v neznano, da sicer v zelo varnem okolju, ampak vseeno spodbujamo neko nevarnost, neznanega, je fajn reči ja, zato ker pol se lahko nekaj zgodi. Če rečeš ne, se zavaruješ, ampak tudi ne boš nič nikamor pripeljala zgodba. No, tako. Ja, vse to tudi v športu je podobno. Ne? Ko se ti probaš, ko se pripravljaš na tekmovanje, se moraš na pozitiven scenarij fokusirati, zato ker če se na negativnega, se ti bo to zgodilo na koncu. Pa to je dokazano, ne? Da samega sebe blokiraš podzavestno, recimo boš naredil pol eno napako, ko boš razmišljal o tem, da je recimo tisti rezultat končni, se pravi, da je endgame, kako se to temu reče, ne? Da če se to zgodi, je v redu, če se ne, ni v redu. Ne? In ko imaš samo dva scenarija, boš vedno blokado dobil. Isto je pa te improvizacije, ne? Če ti rečeš ne, pum. Konc, ja. Ja, ampak kako recimo, če imaš nekoga na odru, mogoče kakšni neizkušeni, avtomatično kdaj blokirajo, ne? Kako premagaš to blokado, kako ga tudi verjetno v komunikaciji z nekom, recimo v korpotu, ne? Nekdo, ki hoče svoj prav dokazati, pa bo rekel ne vsakmu, ki bo ogrožal, kako to premagati? Ja, jaz mislim, da zelo veliko treninga. Naravno se postavljati situacije, kjer imaš možnost izbire reči ali pa ne, pa se zavedati tega, kaj rečeš. Se mi zdi, da mi delamo ful enih vaj, ki so bolj ogrevalne narave, kar pomeni, da delamo na temo tega, da se skupina poveže, in pa da greš v neko čist psihološko, da se postaviš v pozicijo, kjer si pripravljen reči ja stvarem.
In zdaj ne govorim o tem, jaz mislim, da ful velikokrat je treba reči ne zato, da se malo zaščitimo, ker svet je kar agresiven lahko. Sploh, če, odvisen še pol, a si moški, a si ženska v določeni družbi, ne. Je treba znati reči ne, ampak tle v kreativnem svetu je pa res ne prinese nič, no. Tako da je pa boljše reči ja. Vprašal si me pa, kako se tega naučiti. Jaz mislim, da je treba pač vaditi, zato ker ne poznam nobenega, da bi to bil samo en trik ali pa nekaj. Je dejansko mentaliteta, ki jo moraš pridobiti skozi prakso. So pa vaje, ja. Recimo igra asociacije je ena taka stvar, ki ne rečeš dobesedno ja, ampak samo poveš, kaj te določena beseda spomni. Če rečem avto, ti rečeš avtocesta, avtocesta me spomni na bencin, bencin me spomni na, zdaj sem se na vojno spomnil, ampak dajmo pustiti to. V glavnem, ja. Koliko je črn humor, recimo, zaželen, ker doskrat gre lahko zelo to ne sem videl vsaj enkrat, da je ure imela, so se med sabo pogovarjala, eno tako situacijo, ko sem rekel, če bi bilo tole na odru, bi bilo preveč, ne. Ja. Kje je tista meja, kako recimo prebereš publiko, do kje greš lahko, ali jo pripraviš? Jaz mislim, da odvisno, kako spoštljivo se lotaš teme. Jaz sem recimo dosti fan Rike Gervaisa, ker se mi zdi, da si ful veliko dovolj. Ampak ne norčuje se iz lika, ampak iz situacije. Ali pa se mi zdi, da je zelo razlika, ali ti zdaj, če imaš v vicu ali pa nekoga, ki je pač iz ene ranljive skupine, ali se ti norčuješ iz tega človeka, ali je on lik v zgodbi, ki pokaže situacijo, ki je smešna, ne. Ja. In tle se mi zdi, da tudi na odru, jaz si ful želim črnega humorja, želim si tudi kakšne bolj temačne teme, da si jo lahko dovoliš, ampak primer, če midva igrava en prizor in hočeva igrati kar grozno situacijo, ker, recimo, da ti mene pretepaš. Okay, da sva partner, a pa karkoli, a pa da ti mene maltretiraš. Zdaj, če ti začneš prizor in začneš z bičem mene tepsti, bo publiko strah, bo tako, kaj narobe s tem človekom, zakaj je to začel. Če pa jaz pridem gor, pa se kot vloga žrtve iniciiram to situacijo, please, ne me tepsti, v bistvu tebe prosim, a ne, daj. Pač to je zdaj ta prizor, ki ga hočem s tabo igrati, je čisto drugače. Se pravi, če ti priješ na oder in izhajaš iz vloge žrtve in se sam postaviš v to pozicijo, hočeš nekaj povedati, bo publika ful lažje to sprejela, pa rekel, okej, pa se bojo zabavali, sproščen, zadihali bojo in bo rekel, okej, saj sam to hotel, ne. Če pa greš iz vloge tega agresorja, pol je pa lahko negledljivo. In se mi zdi, da v humorju je treba na to paziti. Zdaj, a sem jaz zdaj ta jaz rečem idiot, ne, v situaciji, ker če sebe dam v to pozicijo, ker sem jaz ta bučman, ki je narobe se odločil pa zabredel v težave, je pač situacija lahko smešna, ne. Če pa se norčujem iz enega drugega, je pa lahko zelo hitro neokusna pa popolnoma neprimerna, no. Tako da tle je pri meni velika ločnica, no. Saj tudi sitcomi imajo, ne, to, da vedno sebe degradirajo z lastnimi dejanji, da se spravijo v nižje položaje oziroma situacije, ki si uničijo vse, kar so prej zgradile. Počutimo, damo si dovoljenje, da nam je lahko to smešen, pa da se zabavamo, ne, ker je lahko. Ker pač jaz mislim, da humor, če se en smeji, je smešen. Ne moreš reči, da ni smešen, ne. Čemu se smeji, pač je pa stvar okusa, ne. Ja. Mene je bila tudi ena zanimiva stvar statusi oziroma recimo ta visok, dober, visok, zloben, nizek, dober, nizek, zloben in ta diagonala recimo, ki zelo pomaga pri grajenju recimo prizora, pa da ljudje potem s pozitivnim čustvom iz prizora grejo, ko se zaključi. Če lahko kaj več o temu mogoče poveš? Ja, ker rečem status, mogoče eni ljudje mislijo status, včasih je bil status na Facebooku, ali pa to, za status gre hierarhična ureditev družbe, ne. Statusi so prisotni povsod, vsak ima kakšnega šefa, učitelji imajo ponovadi višji status od učencev, ni nujno, starši od otrok, kar tudi ni nujno, jaz imam 2 majhna otroka, včasih je ta mala ta glavna, ne. Tako da tle se v bistvu statusi zelo menjajo, so pa prisotni in v gledališču že od Shakespearea naprej je pač so pisatelji dojeli, da ko se status spreminja, takrat ljudje se smejijo, jokajo, jih to pritegne, jih zanima, tako da v bistvu status ful dobro orodje za pisanje zgodb, za razumevanje zgodb in pisanje komedije. Je pa razdelitev statusa visok pa nizek.
Zdaj, to je malo moj pristop, oziroma ne vem, če sem se ga kje naučil, ne da bi vedel, ampak da je še zloben pa dober, da je lažje razumeti zgodbo. In če imamo visok status zloben, vemo, Darth Vader, Lord Word, ta Lakenstein, take liki, nizek zloben so te pomočniki, visok dober je ponovadi nek lik, ki pomaga v zgodbi, pa pride kot recimo Gandalf ali pa Dumbledore. Pa imamo pa nizek dober status, to je pa v bistvu pozicija vsakega protagonista zgodbe, tisti, ki je glavni lik zgodbe. In če pomislimo, veličina zgodb je takih, da je glavni lik nižji od začetka zgodbe, kot Harry Potter ali pa Frodo iz Gospodarja prstanov, nižji od začetka glavni, ne, ampak je neboglen, šele začenja svojo pot. In na tak lik se lahko ljudje navežemo in rečemo, jaz imam tudi težave, jaz se tudi kdaj počutim, in pol začnemo za njega navijati. In ko mu uspeva priti po poti v visok status, oziroma skozi zgodbo načeloma mu uspe, nas to pritegne in nas razveseli. In zdaj, če ima zgodba srečen konc, bo na koncu visok dober status, itak pa lahko tudi vmes niha. Razen kakšnih mafijskih zgodb, kjer pa gremo iz nizkega dobrega v visokega zlobenega, ker je pač drugačna zgodba. A lahko recimo impro tehnike uporabiš, danes je zelo popularen, ne? Vsi izpostavljajo, bil sem ali pa bila sem v odnosu z narcisom, ne? Ali pa z nekim ekstremnim vedenskim vzorcem. Ne? In to so ljudje, ki se ne, ali pa karakteri, no? Ki se ne izražajo ali pa ne razumejo sveta po nekih ustaljenih vzorcih, smo jih navajeni. Ne? Kako s takimi bolj ekstremnimi primeri postopati? Ja. Da sebe zaščitiš, recimo. Jaz sem dolg časa rabil, da sem sploh razumel to, da lahko rečem ne. A pa da predvsem, če imam feeling, da je zelo naporen, oziroma da mi teži s svojo energijo, ne, da je nek skoraj vampirski odnos, nek čustveni vampir. Če rečem, nehaj to delati, to delaš zdajle, sem mislil, da se bo svet podaril, če bom to naredil, ampak sem pa kdaj probal, sem pa temu človeku je to rekel že 20 ljudi, se on ve, da to dela. In je bil dostikrat v bistvu reakcija, ja, se vem, sorry. In je bilo čisto v redu. In sem tako, ker noben si noče biti gaden, ne, v osnovi. Noben noče, da bi ga drugi ne bi marali, po mojem, večinoma. Tako da, jaz se mi zdi, da je da je odkrita komunikacija, sem ugotovil, da je veliko bolj funkcionalna, kot seveda, če to narediš na en spoštljiv način, ne, pa opozoriš, v tej situaciji si me stisnil čisto kot. Je pa to daleč od tega, da bi jaz lahko dajal nasvete, ker sem v osnovi zelo, moj psihoterapevt je rekel oziroma people pleaser, no. Ja, to je moja osnovna izhodišče, tako da imam velike težave tudi jaz s tem, da se včasih kakšnemu človeku ne znam upreti pa postaviti, pa me je strah, zakaj me ta ne mara. Tako imam to osebno, pa se mi zdi, da ima večina ljudi, ki jih spoznavam, v podobno situacijo. No. Ja, dostikrat probamo kar ugajati, kljub temu, da vemo, da ni v redu, ne, da nas mogoče en odnos bremeni, pa kar rinemo v ta odnos. Je to je veliko s samozavestjo povezano, ne, z nekimi trdnimi temelji. Samozavest, in tudi jaz se sprašujem, da sem jaz narcis. Ne, pač normalno, kadar mi gre dobro, kadar sem ful zadovoljen, sem samozavesten, vse gre v redu in se tako pol vprašam, a sem jaz zdajle vse povozil okoli sebe. Sigurno se to zgodi, ampak po mojem, dokler imaš neko zavedanje, ja. Meni je zanimivo, jaz sem imel vedno velik strah na impro odru biti, ker je ekipa, ker je skupina. Sem bil pa vedno navajen biti sam na odru, ne, se pravi, in sem svojo zgodbo vedno prilagajal, ne, v bistvu na impro odru moraš pa prilagajati soigralcem, ne. In to mi je bilo v bistvu tako, in dostikrat nisem upal iti v prizor, ker sem se bal, recimo, da bom porušil prizor s svojo, ne vem, ekstremno mogoče reakcijo, ali pa včasih sem pa mogoče res povozil prizor s kakšnimi, ne. Meni se zdi ena največjih znanj, da razmerje med tem, koliko daješ pa koliko sprejemaš. Kar spet lahko na vsakdanje življenje pa na odnose damo, ne. Koliko zdaj jaz dajem, pa moraš ti sprejemati, pa koliko ti daješ, pa moram jaz sprejemati, ne. In ta ravnovesje mora konstanten biti. Nikoli ni stabilen, nikoli ni tako, zdaj pa v redu.
Vedno se bo nihal, pa bo enkrat tako, pa bo enkrat tako. Vsi, ki smo v kakšnih močnih vsi imamo ene povezave močne, ali starši, ali s partnerji, ali pa s komarkoli, s brati, sestrami, ampak ta odnos je konstantno nihanje. A ne. In tudi na odru je tako. Jaz pridem s svojo idejo in jo bojo ostali sprejeli, in pol v eni fazi bo pa pač nekdo nekaj novega prinesel in bom jaz mogel svojo idejo dati dol, pa pustiti. Se mi zdi, da moramo, improvizacija te uči konstantno opustiti idejo. Kar se mi zdi, da pa ful dobro vpliva na naš ego, ki postane veliko bolj fleksibilen. In včasih pač si ti v vlogi tega, ki sprejema, pa posluša, pa je tih. Včasih si pa ti tisti, ki mora prevzeti vodenje. Ne? In ta konstantno nihanje se mi zdi, da nam naravno trenira, da tudi naš ego postane zaradi tega bolj fleksibilen. Prav v impro ne velja pravilo, tak pač sem. Ja, v bistvu ja, do neke mere ja, ampak stremimo k temu, nekaj si, nekaj pa to, k čemur stremiš, da bi postal. In se mi zdi, da tisti je pa vedno lahko brezmejno. Kaj jaz hočem postati, je lahko brezmejno. In bolj kaj brezmejno, boljš se bom počutil. Recimo, ko si z nekimi igralci, soigralci večkrat na odru, recimo ti si s Petrom pa Jušem, ste velikokrat skupaj, a ne? In vi se poznate verjetno vsako svojo reakcijo, mislim, drugega poznate, a ne? Kako pa to prilagajaš, ali to pa lahko kratajo boljši prizori iz tega, ali so lahko slabši? Ja, pri nas, meni je ful zanimivo, ko mi to dinamiko, ki jo imamo izven odra, ki je včasih lahko tudi malo naporna že, ker se dolgo poznamo, pa imamo vsak svoje karakterje. Jaz sem bolj ekstrovertiran, ona dva sta oba, v bistvu v resnici dosti introverta in je že tle mogoče lahko imamo različne osebnosti, no, ampak ko pridemo na oder, kar je ena taka igriva lahkotnost rata. In glih zato, ker takrat pa vklopimo vsa svoja znanja, pa impro orodja in je pač stvar zaživi in neka taka igrivost nastane med nami, ki pa res, jaz v njej ful uživam in sem je sproščujoča večinoma. Je pa res, da smo tudi na odru zelo različni, recimo Juš je zelo racionalen, se mi zdi, da je zelo se zaveda zgodbe, zapletov, tudi te zgodbe so mu všeč, take bolj detektivske preobrati, tako se mi zdi, da je to. Peter je lahko zelo karakterno močen, lahko je pa totalno random, ker te ful preseneti, ker si tako odkje pa, mislim, on me je sposoben še vedno po 20 letih sodelovanja na odru popolnoma šokirati. Iz kje pa je tebi zdaj to, kar mi pa tudi ful dober element presenečenja. Ne vem, težko pa, one dva bi morali verjetno mene opisati. Jaz v tej trojki se imam za igralca, se mi zdi, da znam dober lik postaviti. Drugače pa, ja, vsak prinaša kakšno stvar noter. Fajn. Je še kakšna taka stvar, ki bi jo poudaril, recimo, kar si se ti skozi improvizacijo naučil, pa ti je res pomagala v življenju? Najbolj je ta delanje napak pa fejlanje. Se mi zdi, da je to ena taka stvar, da se zavedaš, da te večinoma napaka lahko naredi lepšega. Če jo priznaš, pa če poveš, če pokažeš, da je tukaj in se je zavedaš, kot pa to, da jo probaš skriti. In se mi zdi, da ljudje, ki se lotijo javnega pa kakršnega koli nastopanja, stremijo k perfekcionizmu. Pa zdaj se mogoče tudi kakšen coach javnega nastopanja totalno ne bi strinjal z mano. Tudi to se mi je že zgodilo. Ampak jaz mislim, da če pokažeš fail, postaneš protagonist v očeh gledalca. Postaneš protagonist njegove zgodbe, se pravi to cool, ok? Človeški sem, tudi jaz sem sam človek, gremo naprej. In se mi zdi, da moramo več, da bi se lahko več poudarka dali oziroma bolj razumeli to, da je napaka lahko, da je del procesa in da pri nastopanju je to ful naravno. Pa recimo ena taka stvar, daj se nasmeham, to čez fake, ne. Ponovadi, če se nam zgodi en problem v življenju, vdihnemo z nasmeškom, dajva probati to. Ne? Si čutil, kaj se zgodi s telesom. Pač živčni smo, panični, panika. V resnici bi pa morali takrat narediti to, da izdihnemo z nasmeškom. Telesu sporočimo, vse ok. Pa se kar začne smejati. Ja. Situacija je samo ta, da ko se ti zgodi ena nepričakovana, nepredvidljiva stvar, rajši izdihni z nasmeškom, kot da vdihneš, ker boš dal svojemu telesu sporočilo, vse ok, bomo shendlali. In se mi zdi, da to je tak impro napotek, ki po mojem ful deluje. No.
Sej tudi pri dihalnih vajah je to, a ne, ko ti vdihneš, ti napetost v telesu narediš, ko izdihneš, ga sprostiš, ne vem, Wim Hofa poznaš. Ja, mal A ja. ne, ki je tisti, ki imaš, ne vem, ko v izdihu zadržuješ, a ne, in v bistvu v tistem trenutku, ko ti izdihneš, sprazneš pljuča in zadržiš to, najbolj sproščaš živčni sistem, a ne. Ker ne poznam sicer čistih razlogov za to, ampak mi je bilo tako ful Sam vem, zanimivo. da so se enkrat vsi začeli kopati v Kamniški Bistrici. Ja, Pa sem tako, kaj je to? Wim Hof, ok, pa sem pač se malo pozanimal, ampak Tudi jaz nisem sem pa bil, bral. tako da Ja. zanimiva izkušnja. Pa je, da ful serotonina sprosti. Ali dejansko, malo sem tudi ljubitelj kakšnih psevdo ali pa rečemo znanstvenih podcastov in sem poslušal, da je dejansko res je zdravilo proti depresiji to, da greš v mrzlo vodo za par minut. No, to pa Lahko malo komplementarno, če je res resna situacija, ali pa že preventivno. potrdim, da COVID obdobje, ko je bilo, a ne, in tisto spremljanje negativnih novic, nejasnost, kaj bo, in v nekem trenutku res sem začel malo bolj temno razmišljati, a ne, in sem začel s tem Wim Hofom oziroma z mrzlo vodo, dihalnimi vajami in sem dejansko v 2-3 dneh sem začel spet iskati, kako lepše stvari razmišljati. In sem pol takrat, recimo, sem nehal brati novice, sem se posvečal sam tako športu, recimo. Zanimivo je, ja. koliko enih trikov obstaja v resnici v življenju, ki jih lahko počnemo, pa nam ful pomaga, ampak obstaja pa tudi možnost, da imamo teh trikov pa teh stvari toliko, da smo obremenjeni že samo s tem, da moram jogo, pa moram to, pa moram to. Tako da se mi zdi, da je konstantno iskanje enega ravnovesja med tem strukturo in včasih se moramo tudi malo svobode dati, pa malo sam lenart, pa bluziti. Ja, doskrat je vse to, ki so orodja na voljo, a ne, je dobro, da daš možnost ljudem ali pa tisti, ki to ponujajo, vedno velikokrat ponujajo kot edino resnico, a ne. V resnici pa daj možnost človeku, da izbere, ok, za to se bom odločil, to mi pomaga, če mi ne pomaga, zakaj ne, a ne. Tako res to svobodo, ki si rekel. Pa ena stvar mi je bila ful vedno zanimiva, ko si govoril, nekaj časa si bil tudi učitelj, a ne, da si otroke peljal ven iz razreda. Ja, v korona času sem šel učiti slovenščino na osnovno šolo v Reha Kokran, ki je žena bila tam zaposlena, pa so me pač poklicali, pa nimam primerne izobrazbe, ampak takrat je bila pač panika in so nujno rabili, so rekli samo za en mesec, kar se je pa razlikalo v eno šolsko leto, ker so pač rabili me. Jaz sem se pa ful naučil, ker z otroki delati, oni ne sprejemajo tako bullshita kot odrasli lahko in pač ne gre čez. Moraš biti res, o statusih sva govorila, dober učitelj mora znati višati status takrat, ko je treba vzpostaviti red, da se dela, pa ko vidi nekoga v stiski, ga dovolj znižati, dobesedno iti na eye level otroka in vzpostaviti varno okolje, ker on upa povedati, kaj je narobe. In meni se zdi, da tle je ful dober trening za vsakega. Učitelj je bi moral biti en najbolj spoštovanih poklicev, en najbolj zahtevnih. Zdi se mi, da so učitelji, ne vsi, ampak večinoma zato, ker delajo podplačani. Imamo pa tako kot v vsakem poklicu ljudi, ki dobro delajo, pa imamo lenuhe, tako da tudi tle. Ampak to, kar si rekel, peljati ven otroke, ja, spodbujali se, da gremo ven in meni je bila to ful dobra priložnost, da lahko implementiramo učenje slovenščine in največja zmaga mi je bila, ko se je en otrok, ki ni mogel dobiti dvojke, s pomočjo ene igre, ki smo se jo v krogu igrali, naučil stavčne člene našteti, ki so bili pogoj za to, da dobiš v 6. razredu ali v 7. dvojko. In sem pa naslednji dan je ta otrok to povedal in je dobil 2 in smo rekli, super, minimalni standardi upravljeni, sicer skozi igro pa koreografijo, ampak smo rešili. Tako da tle se mi zdi, da je ogromno enega potenciala, ampak presenetila me je pa vsa ta birokracija, ki je zadaj. Se mi zdi, da vzame ful časa, pa da ni fokusa na tem, kako je boljš lahko učim, ampak sam kako moram to speljati pa dovolj. Zdi se mi, da je ful preobremenjen učitelj, no, da nima svobode izbire, kako bo on učil, pa razmišljal o tehnikah učenja. To je dostikrat nažalost zadnja stvar. Vsebina pa to je to. Imamo pa bisere. Jaz sem tam ful enih sodelavcev spoznal, ki so pa bili tako, odkje ti ta energija življenjska pa volja, da lahko toliko daš ene energije pa jo vložiš, no. V zadnjem letu, ko malo več predavam po šolah, res ogromen od ravnateljev do učiteljev spoznavam, ki skozi pogovor povedo, a ne, da si želijo
mladim dati več, kot je recimo tisti nek standard, ki ga zahteva zakon, in da razumejo, da mladi mogoče rabijo nekaj drugega, kar je mogoče trenutno na voljo. Mi pa je ena ful dobra serija, če imamo za zaključek, če si gledal na Netflixu, Mr. Iglesias, Ne, še. Gabriel Fluffy, ima eno dobro serijo, ki je učitelj, a ne, v neki tej marginalni šoli, se ukvarja s temi težkimi primeri in ravno kako jih skozi igro, skozi humor navdihuje, da iz tistih težkih situacij, iz katerih oni izhajajo, družinskih, ne vem, okolja, ki ni dobro za razvoj, da jim pomaga, da razmišljajo o svoji prihodnosti kot o nečem pozitivne, ne kot o tistem, da bojo tistih vzorcih ostali. Mislim, da je ta odgovornost učiteljev, ne, da otroka navdihneš, da postane boljša verzija sebe. Mislim, kaj pa je bolj pomembnega kot to, kdo dela z otroki, ki bojo nasledili nas, našo generacijo ali pa naprej. Mislim, se mi zdi, da to je najbolj pomembna stvar. Učitelj je tisti, ki vpliva. Saj ima, pol dneva jih ima on, pol dneva pa starši. Tako da bi bilo fajn, da si tudi starši malo več cajta vzamemo za otroke, pa se jim malo bolj posvetimo. No. Jaz sem kar samokritičen glede tega, ker velikokrat me telefon potegne ali pa služba, ki bi se lahko rajš vzel čas pa ga preživel z otrokom. Ja. Vid, hvala, si vzel čas. Ej, hvala za vabilo. Ful je lepo videti, da nekoga zanima, kaj imam jaz za povedati. Mislim, da nisem edini, ki me to zanima. Tako da ko govorim o impru, vsi tako zastrižejo z ušesi. Kaj je to pa? Ko povem, so si, to bi pa jaz tudi probal. Tako da siguren je zelo zanimiva priložnost za neko zabavo ali pa osebno rast. Hvala. Hvala za vabilo. Ljudje me vedno sprašujejo, kako si dosegal svoje cilje. In odgovor je zelo preprost. Dovolj znanja in dela. Ne potrebuješ licence, ne potrebuješ milijonov. Potrebuješ samo znanje in pogum, da začneš. In kot svetovalec za plemenite kovine si gradiš svoj posel. Ustvarjaš aktivni prihodek, ko svetuješ, pasivni prihodek pa, ko tvoja mreža raste. Jaz sem se iz bazena preusmeril v podjetništvo. In ti lahko narediš isto. Vprašanje ni nikoli, ali zmorem, ampak kdaj začnem. Več o ponudbi pa preveri na povezavi spodaj.